Na osnovni šoli Olge Meglič učitelji in učenci pripravljajo različne zbiralne akcije. Čez vsako šolsko leto zbirajo papir, letos pa so se prvič odločili zbirati tudi odslužen tekstil. Ob tem so spoznavali možnosti njegove ponovne uporabe in predelave. Pomagajmo okolju. Celo leto v šoli zbiramo star papir in star tekstil. S tem pomagamo okolju. V našem razredu se vsi trudimo, da bi zmagali pri zbiranju papirja. S tem bomo pomagali okolju, ker ne bomo uničevali dreves, ki nam čistijo zrak. Istočasno star papir ne bo odpadek, ampak ga bomo uporabili za izdelavo nekaj novega. Tudi pri starem tekstilu je tako, da ga lahko ponovno uporabimo. Če pa so oblačila še lepa, pa jih lahko podarimo vsem, ki si jih ne morejo sami kupiti. Tako pomagamo ljudem v stiski. Na Olgici so se v okviru Eko-šole odzvali na razpis o zbiranju odpadnega tekstila in obutve. Akciji so se pridružili učenci vseh razredov, posledično starši pa tudi učitelji. Zdaj, v bistvu se nam je akcija zdela izredno zanimiva, ker učenci na tak način lahko v bistvu ne samo, da razvrščajo tekstil in ga tudi zbirajo, ampak razmišljajo tudi o reciklaži tega tekstila in pa o ponovni uporabi tega tekstila, kar se nam zdi izrednega pomena, ker pač na svoj način potem prispevajo k v bistvu ohranitvi čistega okolja. Učenci so se tako v okviru različnih predmetov učili o tekstilu, spoznavali, kaj se z njim dogaja, ko ga zavržemo, in razmišljali, kako lahko sami prispevajo, da ne bo zgolj odpadek, ampak bo dobil novo vrednost. Lahko jih dajo v posebne trgovine, kjer jih prodajajo, seveda jih prej zakrpajo in osvežijo. Lahko se uporabijo kot energetsko gorivo za ogrevanje prostorov, tople vode. Potem lahko jih predelajo v izdelke nižje ali višje kakovosti. Naučimo se, da lahko s tem pomagamo drugim. V prvem delu akcije, ki je na šoli letos potekala prvič, so zbrali okoli 400 kilogramov odpadnega tekstila. V drugem delu je številka nekoliko nižja. Verjetno tudi zato, ker so starši v večini že pospravili omare. Torej podjetje, ki se s tem ukvarja, pride po ta tekstil, točno se dogovorimo za termin in takrat pač učenci pomagajo to pospraviti in ga odpeljejo. Ja, tukaj je cena kilograma tekstila je 5 centov, tako da nekaj se nabere, gre vse v šolski sklad, kjer pač nekje lansko leto smo imeli akcijo zbiranja sredstev za igrala in pa tudi za pomoč učencem za plačevanje različnih dejavnosti. Ocvirkova je med našim obiskom poudarila, da šola ne samo, da izobražuje, ampak tudi vzgaja. V okviru vzgojnega načrta je tudi vzgajanje za vrednote, med njimi dobrodelnost in humanost. Zato so v tem šolskem letu že zbirali igrače za dnevni center ter prostovoljne prispevke za živali.